Čau! Danes bomo nadaljevali našo prejšnji teden začeto pot po zgodovini medija, ki ga danes imenujemo film. Nazadnje smo ostali pri pesimističnem Louisu Lumieju, ki je verjel, da bodo kinoprojekcije le hipen trend, ki bo izjemno hitro zamrl. Zgodilo se je seveda, kot lahko vidimo še danes, ravno obratno. Kinematograf je v nekaj mesecih osvojil praktično ves svet. Louis pa je v Lyonu v kratkem času vzgojil kakšnih 10 snemalcev. Snemali so na njegov kinematograf, ki ni bil večji od šolske torbe, in so ga lahko enostavno prenašali kamorkoli in tako tudi snemali povsod, kjer je bilo dovolj dnevne svetlobe. Za razvijanje filmskega negativa pa so zadoščali običajni kemični izdelki, pločevinasto vedro in temnica. Eden njegovih snemalcev, Promio, naj bi temnico nekoč nadomestil kar s sodom in drugič z mrliško krsto, ker je bila pač zraven. Lumiejev aparat pa ni razvijal le negativov, ampak je kopiral tudi poljubno število pozitivnih kopij. Poleg tega pa je imel priključeno tudi električno žarnico, kar je pomenilo, da je lahko tudi projiciral lastne filme na velikem platnu. Can be used to perform many different tasks. It is camera, projector and a film copying machine in one. The cinematograph is camera. As projector. As film copying machine. The film is contact printed. Thomas Alva Edison pa v tem času ni obtičal, ampak se je sklenil spremeniti svoj kinetoskop v projektor Vitaskop, ki so ga na aprilski razstavi leta 1895 oznanili za novo čudo sveta, ampak ga je zmagoslavje Lumiejevih filmov v New Yorku potisnilo v pozabo povprečne slike. Takole je izgledal Vitaskop, ampak vsa ameriška mesta so tedaj hotela francoski aparat. Snemalec Mesguič je projekcije reklamiral celo tako, da se je z aparatom postavil na sredo glavne ulice v mestu in ljudi puščal v prepričanju, da se bodo lahko zvečer videli na velikem platnu. Kar pa se seveda ni zgodilo, saj je največkrat snemal v prazno, torej ne da bi posnel meter traku. Zmagoslavje pa so zmotili advokati in cariniki. Edison je namreč imel ameriški patent in napadel kinematograf kot ponaredek. Kmalu so potem francoski predstavniki dobili nalog, naj se čim prej umaknejo iz države. In zaradi pretnje aretacije se je eden od snemalcev Lumiejevih skrivoma popeljal celo na sredo pristanišča in po 2 urah čakanja le pričakal francosko prekoceansko ladjo, ki ga je tako rešila in s katero je lahko pobegnil iz države. No, ob vrnitvi v Francijo se je zanimanje za gibljive slike v Parizu že nekoliko umirilo, saj je maja 1897 zaradi vnete svetilke na eter med nekim predvajanjem nastal požar, ki je skuril barako in v njej okoli 100 ljudi iz visoke družbe. Elita je zato začela ignorirati kino, češ da je nevaren. Lumiejeva družba je tako dejansko morala odpustiti snemalce, kot je napovedal Louis. No, tole pa je bil eden zadnjih filmov družbe slavnih bratov in morda celo prvi film z mačjim protagonistom v zgodovini.
Vrnimo se zdaj k v že prejšnji oddaji omenjenemu Georgesu Mélièsu, ki mu Antoine Lumière ni hotel prodati svojega kinematografa. Kot nekdanji londonski študent pa je George kaj kmalu izvedel, da onkraj Rokanskega preliva angleški izumitelj William Paul prodaja aparat z gibljivimi fotografijami. Po njegovem projektorju se je dal torej tudi Georges Méliès izdelati kamero. A oglejmo si še primer tega, kakšne filme je v tem času v Angliji snemal Robert William Paul. Ne izgleda, da se je tale vojak prav trudil z dvorjenjem, bomo rekli, ampak dobro, recimo, da so bili to neki drugi časi. Kakorkoli, Georges Méliès se je torej tudi lotil snemanja filmov, ki so kaj kmalu postali glavna atrakcija Houdinovega gledališča. Sam jih je razvil in kopiral ter tudi predvajal. No, nekega dne, jesenskega dne, leta 1896, naj bi Méliès gledal filme, ki jih je posnel pred opero in čez trg je takole zapeljal omnibus, potem sta pa težki voz s konji pokrila pogrebna kočija in v črno odeti sprevod. Snemalec Lallemant mu je očital, da dela za nič posnetke, Méliès pa je pomislil, da se mu je morala zgoditi velika čarovnija, da se je torej omnibus spremenil v pogrebno kočijo. Potem pa je ugotovil, kaj se je pravzaprav v resnici zgodilo. Medtem, ko je snemal, mu je filmski trak za nekaj hipov obtičal v kameri. Potem pa se je spet nemoteno odvijal, tako da skoraj nisi opazil tega tehničnega spodrsljaja, če mu lahko sploh rečemo spodrsljaj. No, medtem so se vozovi in omnibus na trgu seveda premaknili in za takšne iluzije je Méliès v gledališču uporabljal pogreznice, zrcala in vrvišče, torej jih je že malo poznal. S filmom pa so naenkrat ti stroji postali nepotrebni. Na vrtu svoje vile je zato napel platneno kuliso, si oblekel rdečo suknjo in bele hlače, ki so jih takrat uporabljali rokohitreci, posadil na stol neko gospo in jo skril za zaslon. Med snemanjem prizora je pomočniku rekel, kdaj naj kamero ustavi. In ko je snemalec obstal v svoji drži, je dama stekla za kamero in snemanje so nadaljevali. Kamere pri tem seveda niso premikali z njenega mesta, čarovnik pa je potem nadaljeval svoj gib in pokazal, da je stol prazen. Pri projekciji v gledališču gledalci niso dojeli, da je bilo snemanje za pol minute v tem času ustavljeno. Ta trik lahko torej vidimo v njegovem filmu Čarovnik. Spomladi leta 1902 pa je Méliès k sebi povabil ulične glumače, da bi jim pokazal svoj zadnji film Potovanje na Luno.
Prišli pa smo že do naslednjega imena, prav tako pomembnega za Francijo. Charles Pathé je bil deček iz revne družine, ki je od svojega 10. leta dalje delal po 14 ur na dan različna opravila. Leta 1889 se je odpravil v Buenos Aires, a se že čez 2 leti žal vrnil praznih rok. Starš je bil sprt in ko se je poročil, je postal pisar za približno 6 frankov na dan, in ker sta z ženo živela v hudi finančni stiski, se je mož pri 30 letih odločil, da obesi pisarsko službo na klin in kupi Edisonov fonograf, da ga bo razkazoval po sejmih. Aparat je stal 1200 frankov, Charles pa jih je imel samo 500. Mukoma je potem zbral še preostalih 700, saj mu jih, kaka fajn družina, brat Emil, lastnik cvetoče kavarne s trafiko, ni hotel posoditi. Pathé se je tako nek dan odpravil na sejo in pravzaprav že prvi dan pošteno zaslužil, v naslednjih 6 tednih pa nabral 10 000 frankov zaslužka. Ko je začel preprodajati aparate in se mu je zaradi bajnih vsot pridružil celo ta brat, ki je imel kavarno in jo je opustil, ga je zamikala ponaredba Edisonovega kinetoskopa, ki jo je izdelal Anglež William Paul. Pridružil se je Henryju Jollyju, da bi poskusil snemati filme, ampak sta se sprla. Prodaja kinetoskopov mu ni šla dobro od rok, saj ni imel filmov, ki bi jih lahko prodajal za zraven, kot so to takrat počeli. Zato se je vrnil k fonografu in z bratom ustanovil družbo Brata Pathé. Podjetje je vzcvetelo in se uveljavilo pravzaprav na svetovni razstavi leta 1900, ko so tam veliko uspeha doživele tudi Lumierjeve projekcije na velikem platnu in tako imenovano fonokino gledališče, kjer je Clement Maurice predvajal zvočne in govorjene filme s Saro Bernhardt.
Razstava leta 1900 je Šarla Pateja spodbudila, da se ponovno loti filma. Najel je živahnega Korzičana Fernanda Zeko in mu rekel, naj po Mélièsovem zgledu posname pravljice v lastnem snemalnem studiu. Njegov prvi film je bil Zgodba o zločinu, kjer je posnel prizore z voščenimi lutkami. Zaradi uspehov bratov Pate pa so Nemci celo govorili, da so po vojni leta 1870 oni sami Francoze prisilili, da so jim plačali 5 milijard, ampak s filmi, ki so jim jih prodali, so vse pobrali nazaj. Pri Pateju so tako snemali melodrame, komedije, pravljice in tudi adaptacije del slavnih pisateljev. V nekem trenutku so 75% svetovnega trga zalagali s kamerami in projektorji. In ker jim je šlo dobro, so seveda hoteli postaviti še tovarno za izdelavo negativnih filmskih trekov, ampak se je pri njih oglasil George Eastman, predstavnik Kodaka, ki jih je pozval, da jim plača vse stroške, ki so jih imeli s tovarno do sedaj, pod pogojem, če jim priznajo, da so oni izključni mednarodni dobavitelj mednarodne organizacije, ki jo je takrat v Parizu osnoval Georges Méliès. Ampak vmes se je Pate že dobro založil s filmom. Poleg tega je prisegal na nov acetatni film, ki naj ne bi zgorel tako hitro kot Kodakov celuloidni trak. Ker mu je v nekem trenutku vseeno zmanjkalo filmov za snemanje prizorov, ki jih je hotel, je pobral vse dosegljive rabljene filme, s posebnimi stroji postrgal z njih fotografije, celuloid pa izkoristil za izdelavo obnovljenih trakov.
Začetek leta 1906 se je na drugo stran oceana v Chicago priselil Karl Laemmel, Američan nemškega rodu. Za sabo je imel približno 20 let dela v konfekciji, od česar je dobil nekaj prihrankov, ki pa jih je sklenil vložiti. In nekega dne je tako opazil napis Nickelodeon in oglas za, citiram, najnovejšo, senzacionalno predstavo. Konec citata. Pri blagajni je torej plačal en nikel, torej novec za 5 centov, iz česar tudi izhaja ime Nickelodeon, se pravi gledališče za 5 centov. Stopil je v zakajeno dvorano in si ogledal, kako je ob razglašenem klavirju množica gledala najprej oglase, ki so pravili, naj ljudje ne kadijo preveč, konkretno v kinematografu, naj lešnikovih lupin ne mečejo po tleh in da klobuki od gospa morebiti motijo njihove sosede ali ljudi za njimi. Nato pa še kratke filme o plešcu, ki je tekel za lasuljo, o 2 ženskah, ki sta se dajali za moža, o žrtvah alkohola in tudi veliki rop vlaka, ki naj bi, po besedah nekaterih, utemeljil žanr westerna. Še posebej je v tem filmu gledalce navdušila zadnja scena, kjer poglavar tolpe vzdigne samokres in ustreli v občinstvo. Nekateri so sicer dejali, da bi lahko, glede na to, da ta prizor sicer ni zares povezan z zgodbo filma, to sceno lahko dali tudi na njegov začetek.
No, celotna filmska predstava v Nickelodeonu je trajala 25 minut. Sprva so prirejali le po 3 ali 4 predstave na dan, potem pa so bili kmalu odprti od 10 zjutraj pa vse tja do polnoči. In ker je to naneslo $1000 čistega dobička na teden, se ga je Karl Laemmle odločil kupiti. V začetku leta 1907 je imel že verigo 12 dvoran in prijel se ga je vzdevek Lucky, v prevodu srečni. V istem času pa so iz Poljske v Pensilvanijo prišli tudi 4 bratje Warner, ki so prodali trgovino s kolesi in odprli kinematograf. William Fox, po rodu Madžar in nekdanji klovn in barvar, pa je tedaj prikazal filme v prodajalni v Brooklynu, tedaj največji četrti v New Yorku. Tudi on je imel kmalu ne enega, ampak verigo kinematografov. No, Madžar pa je bil tudi Alfred Zucker, nekdanji kožuhovinar, ki se je pridružil Markusu Loewu in si z njim delil dobiček od ljudskega zabavišča, znanega pod imenom Penny Arcade, ki je kmalu seveda kupil tudi posebno atrakcijo, neke vrste prvi 4D oziroma 4-dimenzionalni kino. Gledalce namreč posadil v železniški vagon in uslužbenec, ki je žvižgal kot vlak, je mednje spuščal paro in vagon rahlo potresaval, na platnu pa so medtem prikazovali ravno film posnet iz vozečega vlaka, ki potuje na primer po Švici ali Italiji. Leta 1908 je bilo v Združenih državah Amerike že več 1000 Nickelodeonov in filmi so prinašali milijone. Thomasu Edisonu se je zdelo, da so ga pri tem opetnajstili, ker so skopirali njegov patent. Kodak pa je bil mnenja, da bi prodal 10-krat manj filmskega traku, če bi mu sodišče potrdilo monopol. Ampak Edison je bil pripravljen iti na nož. Na božični večer je dobil William Fox obvestilo, da je newyorška policija za nedoločen čas zaprla vse njegove kinematografe. Zraven pa še 500 drugih, rekoč, da niso upoštevali predpisov za požarno varnost. Nekaj dni zatem se je s številnimi kolegi znašel v dvorani, kamor jih je sklical Frank Dice, da jim je naznanil sporazum, ki so ga sklenili Edison in drugi proizvajalci. George Eastman je dal Edisonu vse priznanje in ustanovil družbo Motion Picture Patent Company, MPPC, ki bo odtlej edini lastnik vseh filmskih patentov. Nova družba naj bi varovala strokovnost, delala v prid poštenja in branila pred morebitnimi prenaglimi policijskimi ukrepi. Prav tako naj ne bi ničesar ukrenila zoper lastnike Nickelodeonov, če ji bodo le vsak teden dajali po $2. S tem zapletom pa zaključujemo današnjo oddajo. Vabim vas, da se nam pri nadaljevanju potovanja zgodbe oziroma nadaljevanju potovanja po zgodovini filma pridružite že prihodnji teden, v sredo ob 20. na Megafon TV.